Lep pozdrav, spoštovane novinarke, spoštovani novinari na današnji novinarski konferenci. Julija 2023 je Ministrstvo za digitalno preobrazbo objavilo javno naročilo za nakup 13.000 prenosnih računalnikov. Posel so se razdelile 4 dobaviteljske firme, skupaj pa bo ministrstvo za omenjeni nakup odštelo slabih 6,5 milijona evrov. Nova Slovenija želi, da omenjeni nakup preveri Komisija za nadzor javnih financ, saj obstajajo utemeljeni sumi, da je šlo Ministrstvo za digitalizacijo v nabavo 13.000 računalnikov, ne da bi sploh vedeli, zakaj jih bodo uporabljali in čemu bodo sploh ti računalniki namenjeni. Zdi se, da je bil razpis izpeljan brez jasnih ciljev, meril in pa kriterijev, zato obstajajo resni sumi, da je šlo za netransparentno in neučinkovito porabo javnega denarja. Ministrica je po izvedenem nakupu in pa pritiskov v javnosti, ter seveda tudi ves medijev, navedla, da 13.000 računalnikov da bo namenjenih predvsem 3 različnim skupinam prebivalstva. Prva so ranljive skupine, ki bodo računalnike prejele prek mehanizma za brezplačno izposojo. Druge so vrtci in pa osnovne šole in pa tretjič pravne osebe javnega prava, ki so jim nedavne poplave uničile oziroma poškodovano opremo računalniško. Po izvedbi razpisa se je pokazalo, da nobena od teh skupin o nakupu računalnikov praktično ni vedela ničesar. V postopek razpisa niso bili vključeni in ni jasno, če so nabavljeni računalniki po tehničnih karakteristikah sploh ustrezni, niti ni jasno, ali dejansko sploh potrebujemo 13.000 računalnikov, ker vse, kar vemo, je, da je Ministrstvo za digitalizacijo za ta projekt namenilo 6,5 milijona evrov. Računalniški strokovnjaki so za portal preiskovalno.si povedali, da je Ministrstvo za digitalno preobrazbo z razpisom naročilo 13.000 večinoma povprečnih oziroma slabših in cenovno bolj ugodnih prenosnih računalnikov in neprimernih za neko resno delo. Povedali so še, da gre za starejše procesorje s slabimi grafičnimi karticami. Cena posameznega prenosnika pa je bila manj kot 500 evrov z davkom. Od 13.000 naročenih računalnikov je bilo samo 3.250 računalnikov 13. zadnje generacije z najnovejšimi procesorji. Predsednik Združenja ravnateljev in pa pomočnikov ravnateljev Slovenije Gregor Pečan je v nakupu računalnikov izvedel iz medijev. Povedal je naslednje, citiram: "Milo rečeno, to je nenavadno, to ni dobro, pa tudi pametno ne, saj smo šole precej različno opremljene." Pred naročanjem jih torej nihče ni ničesar vprašal, kakšno računalniško opremo sploh potrebujejo. Poleg tega je potrebno poudariti, da je Ministrstvo za izobraževanje že lansko leto preko razpisa šolam namenilo 2 milijona evrov za nakup računalniške opreme. Javni zavod Arnes pa jih je septembra 2020 626 zavodom priskrbel več kot 4.000 prenosnih računalnikov, ki jih uporabljajo za redno delo, šole pa so jih posojale tudi učencem in pa dijakom za izobraževanje na daljavo. Ministrstvo za izobraževanje po besedah ministra Darja Felda sploh še ni prepričano, da bo te računalnike dejansko sploh prevzelo. Med obema ministrstvom ni sklenjenega še nobenega dogovora, predstavniki obeh ministrstev so se glede prevzema računalnikov prvič sestali šele 18. oktobra. Torej 3 mesece po objavi javnega razpisa in Nova Slovenija bo na Komisiji za nadzor javnih financ zahtevala jasne odgovore. Razpis za nabavo računalnikov je bil objavljen pred uničujočimi poplavami, zato argumenti ministrice Stojmenove Duh ne zdržijo. Nakup 13.000 računalnikov ni bil planiran za prizadete v poplavah, gre zgolj za nek priročen izgovor ministrice. Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov v svojem 123. členu navaja, da občine Ministrstvo za digitalno preobrazbo prijavijo seznam uničene in poškodovane opreme, posredujejo do 30. septembra. Na nujni seji Komisije za nadzor javnih financ v Novi Sloveniji želimo izvedeti, kakšno opremo so torej občine sploh prijavile
in kam pravzaprav z 13.000 prenosnimi računalniki. Prav tako ni jasno, katerim ranljivim skupinam prebivalstva bodo ti računalniki namenjeni, niti ni jasno, ali se bodo računalniki dejansko razdelili, ali pa bodo ti računalniki namenjeni izposoji prek javnega sklada. Uredba o upravljanju, ki bi to sploh omogočila, strani Ministrstva za delo še enostavno ni bila pripravljena. Nova Slovenija je na sejo Komisije za nadzor javnih financ povabila ključne akterje. Če se niso uspeli dogovoriti prej, pa upam, da se bodo ti ključni akterji dogovorili na sami seji Komisije za nadzor javnih financ. Povabili smo 3 ministre, Stojmenovo Duh, Luka Mesca in pa Darjo Felda, in tudi Boštjana Šefica, državnega sekretarja za koordinacijo obnove po poplavah. Želimo na nek način jasne odgovore, komu so računalniki namenjeni, katere aktivnosti so bile že izvedene in kdaj se bodo ti računalniki razdelili. Na sejo Komisije za nadzor javnih financ pa smo povabili tudi predstavnike ravnateljev šol in vrtcev. Zanima nas, ali drži trditev, da ministrstvo pred objavo razpisa ni kontaktiralo s strani s predstavniki šol in vrtcev, kakšne so njihove dejanske potrebe po računalniški opremi in kako bo potekala razdelitev same računalniške opreme. Če se ta trditev izkaže kot točna, gre najmanj za neučinkovito, verjetno pa tudi za netransparentno porabo javnih sredstev. Predlagamo, da Komisija za nadzor javnih financ sprejme tudi sklep, da Ministrstvo za digitalno preobrazbo komisiji predloži natančno poročilo o izvedbi samega razpisa, kateri so bili cilji, merila in pa tudi kriteriji. Prav tako želimo, da nam Ministrstvo za digitalizacijo predloži natančen razdelilnik za nabavljeno računalniško opremo, katere šoli, vrtci, ranljive skupine, poplavljenci bodo lahko to opremo tudi dobili. In kdaj? V tej vladi se preprosto ne ve, kdo pije in kdo plača. Nabavlja se 13.000 računalnikov in potem se sploh ne ve, komu bomo te računalnike razdelili. Niti se ne ve, če je oprema tehnično ustrezna, porabi pa se 6,5 milijona evrov in potem se išče srečnega dobitnika. Besede Roberta Goloba so točne, ta vlada mora delati bolj učinkovito, drži pa tudi to, da je za to odgovoren sam predsednik vlade. Nova Slovenija vodenje Komisije za nadzor javnih financ jemlje zelo resno. Preiskati želimo vsak sum neracionalnega in netransparentnega javnega trošenja davkoplačevalskega denarja. Pozorni smo tudi na vsa medijska razkritja. Po sklicu Komisije za nadzor javnih financ glede sofinanciranja nevladnih organizacij je odstopila takratna ministrica Sanja Ajanović-Hovnik. Po sklicu Komisije za nadzor javnih financ je bil razveljavljen razpis za resničnostni šov Vojak v akciji, kjer bi si razdelili prijateljsko teh 2 milijona evrov sredstev in sedaj sklicujemo Komisijo za nadzor javnih financ glede nakupa 13.000 računalnikov. Razplet še čakamo. A lahko, mogoče, kaj pa je bilo po vašem vodilo za naročilo 13.000 prenosnih računalnikov? Kako si je razlagate pravzaprav? Jaz se prečujem, da vi lahko mene sprašujete karkoli. Ampak ta vprašanja bomo mi postavljali ministrici Stojmenovi Duh in na te odgovore, ki ste ga zdaj dali, mi pričakujemo odgovor. Mi vodimo, Nova Slovenija vodi Komisijo za nadzor javnih financ in naša odgovornost, naše delo je, da preiskujemo vso porabo davkoplačevalskega denarja, sploh takšno porabo, ker vidimo, da gre za neutemeljeno porabo in pa neučinkovito. Kako pa komentirate to, da je ministrica ukinila tele digitalne bone prejšnje vlade? Je bilo tudi to v bistvu neko metanje denarja prošlo? Ja, to si lahko zdaj vsak predstavlja po svojem. Dejstvo je, da je, ko je prevzela vodenje Ministrstva za digitalizacijo, začela sama sprejemati, kakšno vlogo bo igrala. Jaz imam občutek, da ne samo ministri, tudi sam predsednik vlade želijo vse tisto, kar je zastavila prejšnja vlada, spremeniti, uničiti, podreti. To ne nazadnje govori kar nekaj stvari v naši državi, med njimi tudi zakon o dohodnini, tudi prva stvar, ki bi vsem ljudem prinašal višje plače, in ta vlada, ki je prišla in najprej razveljavila ta zakon. Pravi, mislim, da gre tukaj za nagajanje in pa vse tisto, kar je prejšnja vlada dobrega storila, želi ta vlada izničiti, uničiti.
Mogoče še drugo temo. Glede na razgreto aktualno politično ozračje iz SDS prihajajo pozivi k predčasnim volitvam, kakšno je tu vaše stališče? Vidimo tudi neke zbadljive tvite strani Janeza Janše proti vam, da vi na predčasne volitve ne bi šli v tem trenutku. Kako komentirate? Moj osebni komentar je sledeč. Prej, kot bo ta vlada odšla, prej bo boljše za Slovenijo in za slovenski narod. O tem ni dvoma, zato jaz osebno podpiram predčasne volitve. Dejstvo pa je, po drugi strani pa je dejstvo ravno to, da je ta koalicija preštevilna in mislim, da se kaj takega ne bo zgodilo. Torej niso blizu predčasne volitve? Ne, jaz osebno podpiram predčasne volitve, jaz s tem nimam težav, ampak sanjamo lahko marsikaj, verjamem pa, da se to ne bo zgodilo, zato ker je ta koalicija preštevilna. Bi bilo pa dobro, da ta vlada čim prej odide v dobro slovenskega naroda. Bi imela še vprašanje glede pisma, ki ga je predsednik vaše stranke zdaj med prazniki poslal članstvom. Med drugim v njem govori o zakozlistnem sodelovanju Gibanja Svobode in SDS-a. Janez Janša pa na to odgovarja, da je v teh zapisih več leži kot stavko. Kako to komentirate? Jaz to pismo predsednika Mateja Tonina osebno podpiram in lahko potrdim, za kamerami delitev ni. Za kamerami jih ni? Ni. Enostavno jih ni. Kdor misli, da je to drugače, živi v zmoti. Mogoče še naslednji teden bo veliki koalicijski vrh, kjer naj bi nekako koalicija začrtala ali pa začela to napovedano rekonstrukcijo, zmanjšanje števila ministrstev. Kako lahko to vpliva na vsebinsko delo te vlade in ali je po vašem smotrno, da se sredi mandata reorganizira, oziroma ali je to pač njena pravica, da se organizira, kot se samo želi? Osnovni problem te vlade je, da od prvega dneva, ko je bila sestavljena, da je povsem neučinkovita. In zdaj spremljamo razne predstave za javnost. Ena izmed teh je tudi naslednji teden vrh koalicije, kjer bodo navzven pokazali, kako so trdni in enotni. Vam pa zagotavljam, da temu ni tako, tudi za kamerami, če želite. Tisto, kar bi svetoval tej vladi, je, da začne manj govoriti in da začne bistveno več delati. Ravno 2 dni nazaj je bilo 14 dni od tega, ko je Boštjan Šefic javno povedal, da bo rešitev za krajane strug, Letuša in tako naprej prišla v 14 dneh. Te rešitve, kakor je meni znano, še vedno ni. Zato priporočam vladi, da začne z resnim delom in da ne govorijo več toliko, kot so do sedaj. Po dejanjih jih bomo šteli.